Dobro jutro, glasbeno podlago sem štartal od začetka. Pozdrav soncu mi delamo že ful časa, kjer bi rad vas spodbudil, da dejte vstajati zgodaj, da dejte sončka pozdraviti. No in zdaj v bistvu mi mnogo dni nismo imeli direkt sončka, tako kot ga imamo zdajle, a ne. Tudi pogledati je fajn v njega direkt, da žokne svetloba direkt noter. Skratka, mi sončka direktnega imeli nismo, vsaj jaz ga ne vem, kater dan nazadnje je bil, skozi ta neka meglena, pa oblačnost, pa neki dež, pa ta jajca. No in včeraj je le prve snežinke, ne, zares, jaz kar grem s kurami spat, ne, oziroma prej ke kure, sem videl sam, da je začelo padati, pa neki. Ti pa se pa zbudim po nočke okrog 2, pa vidim zunaj, wow, cel rom pom, ne. Tako da je zgleda snežilo mnogo, snega je pri nas ful, tole je slikca za mano je zdajle pred 10 minutami slikana, sončka še ni bilo to, kaj ga je zdajle, a ne, kakšen res imam dobro in ta jutranji pogled. Ko je sonce tlele v zimskem času, ga vidim točno pravokotno tu, tisto, bom rekel, pa, ko je pa poletje, polno poletje, se pravi v solsticiju, a ne, a je solstici poletni, je pa tako, da ga pa sploh ne vidim. Ampak skratka super, to sonce spremljam, tudi zvezdo Danico, a ne, preden sonce pride in tako. Kaj sem hotel reči, nismo imeli neki ful sonca in jaz osebno sem padel kar malo nazaj v neko kreativno luknjo. Kaj pa bi jaz kaj... In ne boste verjeli, še danes po noč, preden je bilo sonce, sem tako razmišljal, kaj če mi jaz sploh še im zdaj kaj povedati, česa čem se lotiti. Ko sem zagledal sonček, je v meni začelo in sem prav iskreno vam povem, ko mi čakal, da tamle ugasne ekonom lonc, da lahko začnem snemati, da mi ne žvižga in piska. Ker namreč sem jaz že skuhal, ura je 8 pa 18, pa imam že kuhano kosilo, kislo zele, prvič v življenju v ekonom loncu, zdaj ne vem kakšno to bo. 20 minut sem kuhal fižol posebej, pa sem pa dodal zele, pa čebulo, pa krompir, pa še 10 minut, tako piše v nekih receptih in zdaj pa da vidimo. Če je v redu, če ne, bom pa še malo pokuhal, a ne. Se slabo ne more biti, ker zelje sem zribal domače, v kozarc sem ga natlačil in je super kislo, hrustlavo, krasno. Krturšič se je zamenil zadnji, pa jaz to nisem naročil. Nič slike, da menja. Ampak dobro, tudi ta slika je od zjutraj. Pa dobro, pa Turšič na sliki, se vse šmori. Ne, nazaj bom ga, ker mi težko sam sebe gledam še v rikvrc. A miš, da znam kaj zamenjati na takole? Ne znam, ne? Ja, pa tako sem vam lepo pripravil, šmen, jaz hočem eno drugo sliko, a je tako? Zdaj pa še zamenjati ne znam. Joj, to zihar gre tukaj naprej nazaj, ne gre? Mislim, Turšič, to ni pa tudi nič, ne? Bom pa takole, kamero rol, gledaj, evo. Bom pa dal takole še eno, bom vrnil nazaj, tako kot sem mislil. Sorči, nisem hotel vas hecati, evo, takole pa še kontrol plus stisnem, da bo malo večja, evo, tako sem si jaz zamislil. In se pravim, kreativnost je bila v odsotnosti sonca pri meni zmanjšana. Nisem se mogel spraviti, niti mikrofonsko snemati te neke stvari za SoundCloud. Tle imam stvari sprintane, da jih pregledam v smislu knjigo, tudi sestavljam ta čas že, vse nisem sam pri temu. Ampak kar nič, kar nisem mogel se lotiti. No evo, tudi video vsebine sem se težko usedel, ampak okej, saj smo imeli pa kruh delavnice, pa precej komunikacije, imam z ljudmi, simpatično mi je ful. Da bi pa zdaj nekaj res naredil, pa nisem bil. No, skratka, ni kriv retrogradni Merkur, niti polna luna, niti jaz ne vem, kater zodiakalni koščak, ker jaz na te reči ne dam dost, zaradi tega, ker mislim, da je v bistvu vse tle, pa tle noter, pa tle, pa smo
križani, ne. Mislim, da je vse v nas noter, tudi lastno počutje, lastne odločitve, smeri in počutje je odvisno od tega, kaj mi v glavi vrtimo, katerim mislim se prepuščamo. A se prepuščamo slabim ali negativnim. In Castaneda spet pride tle na vrsto, kjer je rekel, bojevnik se ne prepušča. Ne, bojevnik se ne prepušča, kar bo pa bo. Ne, bojevnik vztraja pri tem, kar je prav, pri tem, kar je pozitivno za bojevnika, za človeka. In smo začeli ta kruh, zdaj pečem ful, pa jaz delam popravne izpite, da ne bo pomote. Jaz pečem kruh, pa ugotovim, nekaj ni v redu, pa takoj naredim popravni izpite, veš, pa imam pa tle zdaj, ne vem, 18 štručk, pa neke hlebčke, pa tu pa jih pa talam, ne, pa tako, joj, kaj je dober tvoj kruh, pa neki. Pa smo pogruntali, da zdaj imamo že ime za kruh, ne, kruh za bojevnike, ne, ker jaz ga pol raztalam ljudem, za katere smatram, da si ga zaslužijo, ali pa mislim, rad ga dam, valjda, ampak vsakmu pajacu pa glih ne. Tako da je kruh za bojevnike, evo, bojevniški kruh, whatsoever. Ja, kreativnost je vezana tudi mogoče na svetlobo, na sonček in mogoče tle zdaj kar lažje razumem, kako so Islandci, severnjaki in tako obubožani, prekrajšani tega, ker imajo res dolgo, kako je že, jaz sem bil na Islandiji, pa je bil vzhod ob 10, zahod pa ob 4 popoldne, ne, čist premalo tega sončka in je malenkost depresivno vse skupaj, ampak v teh težkih, bom rekel, dneh so si ljudje v dolgih nočeh, so si ljudje pomagali, od tle tudi imamo ogromno nekih pravljic, zgodbe so si pripovedovali, sedeli so skupaj ob peči, pa zdaj ali fižol luščili, ali koruzo ličkali, ali ne vem, dela, ki so si jih pustili za dolge mrzle temne dni, zato da so drugega vzpodbujali, ne. V današnji dobi je vzpodbuda družbe enk vredna, prav nič, vzpodbude prav nobene, še dodatno si želijo pritiskati na psiho, na strahove, na dvome, na dilemo, na, kako se temu reče, nestabilnost in neki. Iz tega naslova smatram, da je prav, da sami probate razumeti, kako pomembno je nekomu dati nasmeh, nekomu dati objem, nekomu dati lepo besedo. Tudi prek socialnih omrežij mi je blazno všeč, ker se vzpodbujate in se vzpodbujamo v smislu hvala, super si, the best, bravo. Tudi sam probam vrniti, seveda na realne stvari, jaz ne rečem bravo, super si, nas ka podralo, a ne, ampak na stvari, ki so lepe, se mi zdi vredno nekomu reči, da dober si, lepo ti gre, lepo si naredil. Tudi tle bi vas rad vzpodbudil, dajmo si še drugmu lepe, pozitivne besede. Situacija v svetu se zgoščuje, zagotovo prihajamo, mislim, pa vse, kar se mene tiče, jaz sem to že 100-krat ponovil, smo v grande finale, ne, ampak zgleda, da čakamo, čakamo nek master dogodek, ki bo rekel, to smo počeli za vas 60 let, osvobojeni ste. Čakamo, ja, ta trenutek, ki se nam obeta prek EBS-a, vsi študiramo, kdaj bo EBS, kdaj bo ta prav datum, lej 12.12.22 bi bil krasen, super, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Koliko pa to skupaj pride? 3, pa 6, pa 6, pa je 12, pa je spet 1, 2, saj ne moš verjeti. Zdaj, že včeraj v liveu sem rekel, da je ta žoga, ki je bila predana strani Trumpa Putinu ali Putin Trumpu, sta si žogo podajala, mogoče nakazovala na to fuzbalsko agonijo in histerijo. In finale bi bil super finale, če bi po koncu finala, ko so razstavljene nagrade, pritisnil EBS
Ker se pa itak je pol sveta tega zaspanega včerajskega, ki spremljate to fuzbal agonijo a veš, da mi telefon mi žvižga in mi prav okrog ga bom obrnil, zjutraj je že takoj rom-pom-pom. Zakaj po noč delam? Zaradi tega, ker imam fokus in se take stvari ne dogajajo, kakorkoli. Fajn bi bilo, ker je cel svet pred televizijo, da tudi dobi resnično pravo sliko, kaj in kako, tako da ta 18. je malo srbeč datum, vsekakor se ne na njega naslanjati, da bo takrat dobro, zdaj je še slabo, pa bo pa dobro. Dobro je že zdaj. Tle not mora biti najprej v glavah, v srcih, da svet vidiš lep, ker je lep tudi tale stric, ki poje nam, kako je že naslov komada. If you love someone, don't think twice. Sugar baby love, če ljubiš nekoga, ne misli, ne premišljuj preveč. Vse premalo je ljudi na tem svetu, ki znajo ljubiti. Ja, zelo premalo. Vse preveč je tistih, ki grde stvari počnejo, razmišljajo, dogajajo. In če se znajdete v tem, da znate ljubiti, delite samo to. In zdaj, a veš, zdaj se pa to okrog obrne, kar delaš, deli rad. Oziroma, rad deli, kar delaš. Oziroma, ne delati nečesa, kar ne maraš delati. Ne? In zdaj se to okrog obrne, če delaš neke stvari rad, pol dej še. Jaz ljubim izdelavo kruha, jaz ljubim kuhati. In tudi jaz ne rabim, ampak kuham pa ful rad. In to delam in je to izražanje tega, kaj smo, te najbolj esencialne. V enem segmentu reče sem za probleme, se pravi nič problemov. Dajte si muziko pravo gor, ne vas razveseli, razvedri. Dajte si jo na glas, a ja ne morete, nimate opcije. Ja, imate, ne, zihar so kakšne slušalke, ne. Bi jaz tako na reklamo naredil. A čem jo? Nimam nič od tega, bro. Najboljša slušalka na svetu, boste rekli, ja, Bluetooth ni dober. Ne, še marsikaj ni v redu, ampak Bluetooth sluške, jih daš za vrat in jih imaš za vratom vedno, ne. Tam super so, čakaj, ki sem jih narobe obrnil. Super fora, jih daš tako noter, se zašraufajo tak, ne. In kad se hočeš z nekom pogovarjati, sem štrcneš, pa je ven, a ne. In tako slušalko zaradi tega ergonomične oblike tega čepka, imaš lahko noter ful časa. Jaz imam še druge slušalke, ki grejo prav noter, ampak jih ne morem dolg časa držati, slušalk sem probal kar nekaj v življenju, ampak tole meni najbolj funkcionira, lepo tale všesek ful dobro funkcionira. Tako da bas je krasen, tudi da se pogovarjati s človekom, pa še telefon ima gor, pa še lahko daš tle naprej, nazaj, bolj na glas, bolj potihem. Da so že zmatrane, še utrujene. Bom kupil nove za božička. Mislim, božička bom prosil, a detka mraza. Ali kaj, ne bo nič, ne, a ja, to je na tega. A veš kaj, ja, ni božička, ja, ne, pa nič se tudi ne dogaja, to je ista filozofija, ista iluzija. Sem zakompliciral, ne? Ne, za tiste, ki verjamejo poročilom, je približno tako, da bi, tako kot otroci, ki verjamejo, da božiček res je stric, ki hodi, a ne, pa prinese. Ne, za božiča so bile čisto druge stvari, rdeče, adrenokrom, Santa Claus, Satan Claus, klešček, kremplji od satana. In pa dobro, mislim, da to smo že obdelali, da že vemo kaj in kako. Če se mičkam dotaknem zdaj te naše situacije, malo smo se okrog zdravstva pogovarjali, kam je zaglajzalo to zdravstvo, kam so zaglajzali zdravniki. Vidite, da je zmanjšano število teh dežurnih ambulant, da ne morete do doktorja. Ampak plačali ste pa ga in to vnaprej. Zavarovalnica je vam vzela že denar, vi ste že dali denar, storitve pa nimate. Mislim, jaz nisem nič plačal v zavarovalnice, že ne vem, 20 let ali 15, ne vem. Pa tudi zdravstva ne uporabljam, ker se mi zdi idiotizem. In imam prav zgleda, ne?
Jaz tega nisem na glas govoril, ker sem mislil, da v bistvu imam jaz nekaj narobe, pa mi je folk rekel, ja, kaj pa če se ti kaj zgodi. Veš kaj, če pri meni ne obstaja, meni se ne bo zgodilo nič, ker me nekdo čuva. In zgleda, da je res nekaj na tem, zdrav sem kar riba ves ta čas. Nič nimam, ja, se je metlen ta rama, se to že veste, nekaj heca, heca. Zdaj je v redu, veš, po noč pa ni v redu, pa ne vsako noč, pa še tako čudno, pa če bi šel k doktorjem bi zihar oni pogledali, da zdaj pa imam ne vem kakšno dramo. Jaz bi v to dramo razmišljal in bi z dramo v glavi stvar po možnosti še poslabšal. Ne? Misli so te prve in naše telo je super organizem, ki sam sebe zdravi. Ne? Dajte se zavedati, da takega ustroja, kot smo mi, ni. In če kaj, potem z naravnimi stvarmi in dajmo mičkrat pomisliti naravne stvari, se nahajajo tudi v njihovi drogi, največji in so čisto naravne, iz človeškega telesa. Niso narejene iz prašek 1, pa prašek 2, pa CCCKLP2, H2KO, ampak so iz hrbtenjače potegnen adrenokrom naravna stvar, najdražja droga na svetu. Mislim, zdaj sem tako povedal, da to je super, pa ni, ne. Ampak naravne stvari delajo. A veš, nam pa cepivo noter pa svašta kemikalij, pa v hrano kemikalije, pa tako. Veš, kaj so nam počeli? Iz nafte so sestavljene tablete, ki jih folk golta. Ne vem, vsak mora pri sebi razčistiti, pet na pumpo pa si zli malo nafte, ali pa 95-oktanski mogoče, če bolj teče. Ne, dajte raj jabučka, dajte raj kis, dajte raj naravne stvari, no, paste, kaj jeste, jaz sem to že kdaj povedal, še ne, ali se ne ponavljam. Dobro, skratka, zavarovalnice imajo velike dobičke, ker doktorjev ni treba plačati, ki itak nič ne delajo in mogoče bi bilo fajn, da bi te zavarovalnice plačale vojake, ki zdaj transportirajo te doktorje kamor paše. Videl sem, preletela je slika Hillary Clinton, ko je po eksekuciji v tisti svoji hladilni posodici, tako da te informacije ni lansiral CNN, BBC, Washington Post ali 24 ur, ampak neka druga ekipa najbrž, ker te, ki sem jih naštel, te medijske hiše, se zdaj dobro krčijo. Washington Post je zaprl nedeljsko izdajo, CNN je odklestil full folka, pa še in še bodo šle stvari naprej, ker je treba poklestiti po kolenih te, ki so nam lagali, niso oni čizgli dobili odpovedi, ampak so odpovedani iz funkcije in so odpeljani v tja, kamor jim je mesto, ker sicer oni bi lagali še naprej, pa skozi kakšno drug kanal, zdaj te laži se ne da več skrivati, ne da se jih, laži je preveč so bizarne in očitne in se ne da več skriti resnice, ki šprica ven, tako kot sem rekel, od kje je posnetek Hillary, ja seveda, naši beli lansirajo kaplo po kaplo, od tle, zdaj kogar kaj zanima, mi je dobro, še vedno imamo boje, od tam je zemlja ravna in ali okrogla, pa mi je ful dobro, jaz malo poprovociram, pa se pol nekdo glasi, ti ravno zemljaš, pizda, ti si pa res ubrisan, ti ne poznaš zakonitosti vesolja, veš. Ja, majster, še dobro, da ga ti, kaj je tle, je kisik, pol tam zunaj je pa vakuum, ni kisika, ni, okej, ti kako sonce praviš, kaj je gor vročina, kako pa kaj gori neki tam gor, pa 93 milijonov kilometrov strani, pa je pa toplo zdaj, od tega ognja, ki gori. Ampak, če kaj smo prej rekli, da ni kisika, če kaj rabiš za gorenje, kisik tudi ena izmed sestavin, Torej, kako je zdaj z znanjem vesoljstva in tega? Saj nisem rekel v obliki, ampak dvomim lahko vse in prav je, da se vsak izmed nas sprašuje stalno, kaj in povezuje med sabo. Dejstvo 1 pa dejstvo 45, pa ta dva daš skup, pa v bistvu ugotoviš, da ne rabiš vsega balasta indoktrinacije vmes, ki te prepriča od tle pa do tle, da je res zemlja okrogla in vmes je najprej magnetosfera ali stratosfera, katera sfera že pol pa naenkrat vakuum. Ne valja. Skratka, ne valja, evo, zdaj hočem napeljevati, ne verjemite ničemur, sprašujte se vsem, ker to je predpogoj, da sploh gremo naprej in
Consciousnessa se ne morete naučiti, torej zavesti se ne da naučiti iz knjig, consciousness, to zavest se da razširiti samo spoznavanji. Torej mora vsak pri sebi se spraševati, pa dobi polnik zaključek, ampak spraševanje ni nekaj, kar je analiza v kontekstu, zakaj sem se razšla z unim in unim fantom, ali pa zakaj me je una in una punca razočarala tako močno zelo, kaj sem hudega naredil, pa ona je bila, če sem imel prav, to pa ni spraševanje. Tle je pa tisto, kar morate gledati kot it was, je bilo, in to je nekaj za nazaj. In če gledate nazaj, vam povem, da gledate v rikverc. Mi ne gremo nazaj, v tisto smer mi ne gremo. Mi potujemo naprej, samo ravno, straight ahead. In ne se obračati nazaj v stare travne zgodovine. Tudi jaz imam svoje stvari, v katere bi se lahko zataknil. Sem bil zataknen, sem pogledal, da je treba flikati čez ramo in je vse lažje. Res je. In naenkrat se ti odpirajo stvari za naprej, ker ti imaš kompletno pozornost, kaj je naprej usmerjeno. Ni tako, da gledaš ful nazaj, ne moreš. A veš, tudi vetrobransko steklo od spredje je ful večje kot retrovizori. Ok, saj imamo zgodovino, saj za nami so stvari, saj prav, da se spomnimo konec koncev in lepih stvari in tistih slabih, ki so bile pravzaprav lekcije. Pa dajmo se iz teh lekcij nekaj naučiti, pa pogruntati, da so bile to lekcije, kaj je bil catch te lekcije. Ne pa objokovati tega ali pa se bremeniti oziroma gledati nazaj. Tle bi vas rad spodbudil, dajte flikati stvari čez ramo. Jaz vam to ponavljam že toliko časa, pa še zmeraj vidim, toliko ljudi se ukvarja s tem. Imam pa travme, pa iz otroštva, pa iz mladosti, pa iz prejšnjega zakona, pa iz... Ja, fukam čez ramo, ni cajta, nima niti smisla. Je pa prav, da se vprašate o tem, kakšno imate moč, koliko imate vijačnico DNK-jo, jih je 12 ali jih je 72, ali imamo 2 ali kaj. Noben izmed nas pravzaprav zares še ni dosegel stopnje razsvetljenstva, vse spajajo te DNK, počasi prepoznavamo. Nekje v videu sem rekel, da ne morem dvigati 500 kg ali pa ne vem, bom rekel 100 kg od enkrat, ampak če pa bi treniral, pa bi v nekem času tudi to lahko. Enako velja za to neko razsvetljenje, za širitev zavesti, korak po korak, ampak naprej. Tudi majhen korak je boljš, majhen korak naprej je boljš kot noben korak ali celo korak nazaj. In ker korakate naprej, morate iti vedno predaleč. Tam je resnica. Se spomnite, joj, ne smeš tle predaleč, joj, pa ne smeš se ga preveč napiti, joj, pa ne smeš preveč spraševati, joj, pa ne smeš preveč ne iti predaleč, v tem odnosu se boš zakausil ali karkoli. Šele ko greš predaleč, vidiš, v čem je catch. Jaz sem vam tudi rekel, ljudje so me imeli za norega, pa sem rekel, ok, pa ti zdaj, poglej, ti mi je zdaj pokazal, kaj pomeni norost. Ja, pa ne moš tako. A veš, oni so nas držali v okvirih s pomočjo kognitivnega uma, s pomočjo naučenega, kaj je bilo, tako kot vsi, zakaj Turšič moraš biti pa ti nekaj posebenega, pa misliš, da si nekaj več. Ne gre za več, gre za to, da sem več kot to, absolutno, pa če se mi ne zdi prav, zakaj pa ne smem iti naprej v kontekstu iti predaleč. Seveda, do not harm anyone, ne škoduj nobenu s tem, ko greš ti naprej. Če greš ti ven iz množice, zato rabiš pogum in tle bi ti mogli ljudje reči bravo za pogum, ampak ne, oni rečejo, ti si pa neumen. Celo to zamešajo, da tisti, ki ima dobro srce, smatrajo, da je naiven, pa neumen. Vsaj tako so nam nekako dopovedovali. Pa seveda valjda tam ni res, kdor ima dobro srce, je v bistvu človek, ki ga ta svet nujno potrebuje in tudi tle vas vzpodbujam, stopite naprej, bodite pogumni, imate vse kapacitete, da tam v svetu pokažete sredinčke in te, sredinske distančnike, fuck off distančnike, in se ne ozirajte na to, kako vas nekdo proba stlačiti, povleči nižje v segmentu vašega vibracijskega polja. Se hudo čuje, Ne dovolite, da vas vlečejo dol. Pejte naprej, ne se ozirati na tiste, ki so manjši, ki so pod vami in za vami. Upravičeno so tam, torej pomeni, da so za in pod.
vami, ker ste vi višje in bolj naprej. A je prav. Ne jim puščati te moči, da upravljajo z vami v smislu besede. Sluzast piton je krasna stvar, ne moreš, to je klizavo. Bodite taki sluzasti pitoni, ne dovolite, da se vas dotakne negativa oziroma da vas grabi. Sem enkrat tudi že omenil, kakšen tak tunel, kamor greste, pa te lovke iz senc, rinejo. Ne ozirite se na njih, ne morejo vam nič, ljubosumni so. Škodoželjni so, posledično, ker so ljubosumni, in ne dovolj, da vas zvlečejo stvari na nižje vibracije. Veš, vse Tina Turner tudi mislim, da ni bila naša, ampak you are the best, we are the best, better than anyone, boljši kot vsi ostali. You're the best. Ne? Kdo vam je rekel, ti si najboljši? Najbrž mame pa očetje so nam govorili to do nekega leta, Pol, ko smo pa pol pa dalje pa ni bilo več takih mater, najboljši si, ne, zaradi tega, ker nam to nikoli ni nihče privoščil, da smo najboljši. In tle je Tina Turner probala spodbuditi, you are the best. In to je rekla meni, tebi, njemu, njej, vsem nam. Ampak, če ne verjameš temu, pol nisi. In tako so nas naterali z druge strani vsi. Učitelji nisi dovolj dober, v cerkvi nisi bil dovolj priden, doma nisi dovolj pospravil, v službi nisi dovolj naredil, na cesti v prometu nisi bil dovolj previden. Mislim, a štekaš. In tle so nas tiščali iz čisto vseh kotov, koliko smo mi manj vredni in so nam nižali samopodobo in samozavest. In valjda se nismo upali špricati, ker takoj, ko smo stopili korak naprej, so se nam pa režali, pa ti si še bolj neumen, pa kaj, In seveda smo se mi povlekli nazaj v to povprečje. Ampak v povprečju je povprečnost, izven povprečja je pa magic, čarovnija. Vsi sem vam povedal na pesem Welcome to my world, dobrodošli v moj svet, kjer se čudeži le dogajajo tu in tam. In so čudeži. Mislim, pazi, kakšen čudež se je meni zgodil. Prejle grem, prav kolegica se mi dostkrat oglasi, pa sem rekel, grem pogledat, kaj ta, kdo sploh je ta oseba. In vidimo tam med slikami neko kafetiero, a veš kafetiero. In tako jaz, kaj pa ima ona s to kafetiero, in kucnem slikco in ona pravi prodaja. In tako vidim, 5. december, odlično, jaz bi jo pa imel, In stisnem send in vidim, da je ta 5. december bil lansko leto. In ona pravi, jo imam še vedno, ti jo dobiš, Čakala me je, ta kafetierca. Pa želim si jo že ful cajta, meni so tako nesramno in nemarno drage, da se komaj ne bom si jo kupil, pa še ta aluminij pa nekaj, ampak sem kaj, da bom se mi zdaj cena v redu. Kaj hočem reči, a je to možno, da te kafeterje ni ona v enem letu prodala? A je to možno? Ja, zgleda, da je, ali je magic čarovništvo univerzuma reklo, tu tle te že čaka. In tle si rečem, spet se potrdila ta, vse, kar v življenju potrebuješ, si prinesel s sabo. Vse, kar želiš, že čaka nate. K temu, kar stremiš, te že čaka. Vse že je, sem, dok si v povprečju, ne moreš videti, da je pa ta stvar tlele tebe že čaka. Moreš iti do nje. Ko si nekaj želiš, vse vesolje stremi k temu, da se ti to tudi zgodi. Vendar, mi smo živeli med ljudmi, ki so nas vlekli nazaj. A veš, tlele pravi, kdo to poje? Brez ljubezni mi živeti ni, pravi. Kaj, kdo že? Ditka ali nekaj, Dušanka, ne vem. Moni Kovačič, Monika Vačičeva, brez ljubezni mi živeti ni. In ja, res je, ne moreš živeti samo od ljubezni, Turšič, ne moreš ti od ljubezni živeti.
Mislim, brez ljubezni nima smisla nobenega. Ja, pa ne toliko ljubezni. Pa kaj z vami? Kdo bo meni določil, koliko ljubezni lahko jaz dam, prejmem, prenesem in uporabljam v svojem dnevu, življenju. Jaz bom ljubezni dal, kakor jaz čem, kdo bo meni narekoval, ne? Ja, si po svojem imaš prav, sem ne moreš tako. Ja, kako pa mora? Na polovičko ali kaj? Brez veze. Najdražja stvar, ki lahko v življenju plačate, je v bistvu pay attention. Plačaj pozornost, se pravi, da daješ pozornost napačnim ljudem. Narcisi želijo vašo pozornost in vam jo šuknejo. Vi od tega nimate nič, oni imajo ful, barem pozornost, to je pa približno tako, da bi z lopato skozi okno metal, gnar ali pa drva ali pa v prepad, nič se ne bo zgodilo nikoli, ne glede na to, koliko ljubezni date narcisu, nikoli ni dovolj in nikoli ne bo on z njo nič naredil. Tako da bodite pozorni, komu date preveč pozornosti, da ne bo pomote, jaz pravim, dajte ljubezen od sebe, bodite steber ljubezni, bodite tak svetilnik ljubezni, ne šprica iz vas, na vse povprek, tudi jaz to delam, pa nimam nič manj zaradi tega, ne pa se koncentrirati na eno stvar, osebo, žival, karkoli, če smo samo enega, vse ostalo pa direkt nisem tako mislil, da preveč daš samo eni rastlini, ostalim pa malo manj, ni tako prav, vsem moraš dati, ne. Sploh pa, če daš kaktusu preveč. Dej si sem mogoče zdaj zaglajzil, mogoče mogo pa nehati, veš. Too much creativity can kill you, ne. Preveč ljubezni te lahko ubije, je rekel Freddie Mercury, in ja, zaradi tega moramo previdno, korak po korak stopati naprej. Še eno sem pripravil za vas, pol ure že, resnica ni za množice, resnica te vodi do tvoje integritete in tvoje samostoične drže, ja. Več ko veš, bolj si ti suveren, ne. Če je bila pedofilija, adrenokrom, laž, prevara, religije, vojne, bolj si ti samozavesten, da to je res. Ne glede na to, kaj ti pravijo, pa to ni res, to z adrenokromom, to je kar nekaj. Ne. Bolj nakazuje, da si ti del množice ovče, ki noče, ne ve nič, in v bistvu, kar je še bolj hudo, zatiskaš si oči pred tem, in kar je še hujše od tega, je to, da si mogoče ti celo del tega in zdaj se delaš neumnega, kar še 11. božjo zapoved, ali molčiš, ko jagenjčki obmolknejo, tako da molk ni več zlato, za njih ne, molk je njihova in tako, šibki se naslanjajo na druge, malo pa je tistih močnih, ki hodijo sami. To pomeni, da zdaj pa moraš biti brez partnerja. Hočem reči, da moraš ti samostoično držo imeti in tudi partnerstvo se zgodi z lahkoto, če je oseba na svojih dveh nogah, pa ta oseba na svojih dveh nogah, potem gre za dopolnjevanje. Če pa je močna oseba, pa dobi šibko osebo, pa ta šibka oseba se zmeri naslanja na tega in v bistvu tega tudi dol vleče, če ni dosti močen. Vse se da skompenzirati in porihtati, ampak hočem reči, močni se ne naslanjamo na nikogar. Niti ne računamo na nikogar, kar bo univerz podaril, kar ne bo. Jaz sem navdušen, kako se mi zdaj odvijajo stvari v kontekstu ali dohodka, ali neke službe, ali kaj. Končno doživljam točno to, kar sem leta nazaj bral, pa nisem dojel. Ti zjutraj ne smeš vedeti, koliko boš imel zvečer v denarnici, šele tam se takrat začne pravo bogastvo, ali pa bom rekel pravi prilivi, tudi finančni, dogajati, ker ne pričakuješ nič. Ni zdaj, da jaz pričakujem, da bom zvečer pa bogatejši za 2 jurja, daleč od tega, ampak ne vem, mogoče bom dobil 20 ali pa 6 naročnin ali pa nobene, ne. Ali pa 3 dni ni nobene, pa pridejo vseh 6 v enem dnevu. Tako mi je super, ker
se mi dogajajo tiste stvari, o katerih sem bral, pa jih nisem razumel. In tako nekako mogoče tudi vam en tak namig, če hočeš biti milijonar, ne smeš vedeti, koliko boš zvečer bogatejši. Ja? Če pa hodiš v službo, pa ti veš, da boš kasnil 100 evrov, ali pa 70, ali pa 200, ali pa 500, vse je šmoren, ampak še vedno ne boš bogat, ker si že takoj že kalkuliraš, kaj boš še pol plačal, kupil si prvoščil. Tako. Dajmo nekaj, 35 minut je dosti pozornosti, ja, drži. Dajte si musko, dajte si tekočino, vodo piti, dajte uživati v sončnem dnevu. Krasen je, sončka bo ful, očitno bele planjave, jaz grem v gojzarje, pa ga mašem, pa greva z Lucy na dirkovanje. Bote prečudovito, pa se vidimo, ne? Slejko prejko, brško ne. 3-4 zdaj. Čau!